Kot smo včeraj napovedali na tiskovni konferenci, je poslanska skupina danes obravnavala tudi predlog, da bi se vložila interpelacija zoper ministra za finance, gospoda Čufarja, zaradi predloga za razrešitev neizvršnega direktorja v tako imenovani slabi banki. Poslanska skupina se je odločila, da bo to interpelacijo vložila. Mnenja smo, da so bili kršeni pri razrešitvi postopki, pravne podlage. Namreč vlada se tu ni oprla na to, da zakon o slabi banki dopušča tudi funkcionarji, neizvršni direktorji, ampak je to razrešitev pač opravila na podlagi mnenja nepristojne institucije. Namreč, če bi vlada želela pridobiti pravno podlago za razrešitev, potem bi morala vložiti zahtevo za ustavno presojo določbe zakona, ki to dopušča. To je ena od možnosti. Nezakonitost imenovanja je možno dokazovati v sodnem postopku na sodiščih. Tudi te možnosti se vlada ni poslužila. Prav tako ni predlagal nihče obvezne razlage zakona, ki bi dal podlago, kako se ta člen razume lahko, ali tako, kot je zapisano, ali tako, kot meni, da je vlada, da bi se moral razumeti. Koalicijske stranke tega niso storile. Prav tako pa tudi ni bila vložena novela zakona, ki bi to domnevno neskladje odpravila. Skratka, nobena od normalnih pravnih poti v tem postopku ni bila izpeljana, ampak se lahko zanesemo samo na izjavo gospoda Lukšiča, ki je dejal, da se gospoda Širclja ni razrešilo iz tega, ker bomo očitali nestrokovnost, ampak so mu očitali predvsem to, da ne more biti hkrati funkcionar in pa neizvršni direktor. Ob tem bi rad tudi spomnil, da se vlada in Banka Slovenije pravzaprav v identičnem postopku, ko so imenovali začasne pa izredne uprave dveh bank v nadzorovani likvidaciji, da je po poročanju nekaterih medijev, nekateri so to povzeli, drugi ne, prišlo tudi do tako imenovanih prijateljskih navez pri imenovanjih v te izredne uprave ene in druge banke v nadzorovani likvidaciji. Tu mislimo, da gre za problem, ki pojasnjuje marsikaj. Na eni strani se odstrani oseba, za katero se predpostavlja, da ne bo samo gledala, ampak tudi razumela vse, kar bi se dogajalo v postopkih prenosa dosjejev na slabo banko. Po drugi strani se pa v te izredne uprave teh dveh bank, ki sta v postopku nadzorovane likvidacije, imenujejo osebe, ki so na nek način povezane, bodi si horizontalno, bodi si vertikalno, bodi si prijateljsko, nekateri celo družinsko. In tu je očitno, gre za nek proces v teh postopkih prenosa bančnih terjatev, v katere se ne pripusti nikogar, ki bi lahko kakorkoli te aktivnosti, ki so dogajale, in tudi dejanja, ki so povezana z osebami, s temi določenimi dosjeji, ki so prenašali, da bi sploh to videl, opazil tako naprej. Skratka, v poslanski skupini smo mnenja, da je ta razrešitev nezakonita in pristopili bomo pripravi interpelacijo zoper ministra. Kdaj bo vložena, bomo pač videli, ko bomo uspeli te materiale pripraviti.